Vsako življenje je lahko roman. Za življenje Borisa Cavazze je en roman premalo. 1. oktobrsko sredo je v Slovenskih Konjicah v organizaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice in Centra za kulturne prireditve potekala prva jesenska čajanka v obdobju 2016-2017. Tokratni gost je bil Boris Cavazza, slovenski gledališki, filmski igralec in režiser, rojen 2. februarja 1939 v Milanu. Z voditeljico pogovora Majo Furman sta se v polni konjiški dvorani Doma kulture pogovarjala o njegovem življenju in delu, ustvarjanju, o igri, filmu, gledališču, o družini, o izgubah, o smrti v družini, umrla sta mu 2 sinova in žena, o minevanju, o boksu, o ladji, skratka o vseh odtenkih njegovega življenja. Pred 5 leti je pisateljica, novinarka in publicistka Vesna Milek napisala biografski roman Cavazza, ki je izšel pri založbi Beletrina. Borisov oče je bil Italijan, mati Slovenka. V Slovenijo se je preselil leta 1948. Del svojega otroštva je preživel v Krškem. 8 let kasneje se je vpisal na pomorsko šolo v Piranu in po 4-letnem šolanju postal strojnik. 3 leta je delal najprej kot asistent, potem pa kot častnik stroja na ladjah Trgovske mornarice. Leto pozneje se je vpisal na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Od leta 1971 deluje kot profesionalni igralec. To pot je začel v Slovenskem narodnem gledališču, v drami in nadaljeval v Slovenskem mladinskem gledališču. Spada med najpomembnejše slovenske igralce, ki je leta 1987 prejel Prešernovo nagrado in 5 let kasneje še Borštnikov prstan. Leta 2012 je prejel Viktorja za življenjsko delo. Poročil se je z Mojco Siter, ki je izgubila boj z rakom leta 1991. Njun zakon so obogatili 3 sinovi. Glasbenik Kristjan, ki je umrl zaradi nesreče med snemanjem videospota, in dvojčka Sebastiana, ki je znan igralec, in scenografa ter kostumografa Damjana, ki je umrl pred 7 leti. Čez nekaj časa se je poročil z Orjano Žiroto, ki je pred 14 leti rodila Aleksandra Borisa. Kasneje sta se njuni življenjski poti razšli. Letos maja pa se je poročil s Ksenijo Benedetti. Konec novembra 2011 je izšla dolgo pričakovana knjiga Cavazza, biografski roman o življenjski zgodbi enega največjih filmskih in gledaliških igralcev našega prostora, Borisa Cavazze, mojstrsko spisana izpod peresa publicistke in pisateljice Vesne Milek. Če dovolite, jaz bi zdaj prebrala en kratek odlomek iz vašega biografskega romana Cavazza Vesne Milek. In sicer odlomek gre za zapis vašega dobrega prijatelja, režiserja Dušana Jovanovića. In sicer, Boris se je kalil kot jeklo, v trdih preizkušnjah surovega in viharnega življenja. Njegova titanska moč je posledica vulkanske energije, a tudi hudih bojev in neizprostnih spopadov s svetom in samim seboj. Samozavest skale, bridkrost samurajske sablje, krvoločnost tigra, nevarno tišina morja je slikal svojim obrazom in svojo besedo. Pa tudi coprnik, svečenik, klovn in izprijenec do dna je bil na deskah, ki pomenijo svet. Kaj neki ni bil? Gospod Cavazza, je kakšna To je Dušan Jovanović. Ja, zapišel, ja, v gledališkem listu. Ravno prejle me je klical, ne. Aha, kaj je sporočil? Ne, ker imamo projekcijo filma, ne, Boris Milena Radko, ki so ga snemali, Grlič ga je snemal, ne. Ta zagrebški režiser, imamo projekcijo, ne. Ampak zanimivo, ne, Dušan Jovanović, pa ne Grinike, o meni pisal, ne, sva bila skregana kot pes pa mačka, ne. Pogosto, ne? Ne, samo enkrat sva se skregala in to oren, pa se 2-krat, ne. Zakaj? Ne bom zdaj govoril, ampak v glavnem, da drugi so se skregali zaradi politike, ne. In moram reči, da je šel mimo mene vedno brez pozdrava, jaz mimo njega brez pozdrava, tako da 5-6 let. Potem, ko sem pa dobil Prešernovo nagrado, mi je pa napisal, sem rekel, pa volej, fanta, pozabil, da sva skregani, ali kaj? To je prijateljstvo. Ja. To je prijateljstvo. Ja, no, zdaj sva spet prijatelja, ne, Tako da boste šli v ponedeljek na projekcijo? Ja, seveda, ne, to obvezno, ne, pa je ponudil mi še eno tezgo, ne, mi rečemo tezge, ne, nekaj Shakespearove sonete mi moram prerediti. Tako, mislim, za malo denarja, rekel, nimamo veliko denarja, ne, ampak... A je kdaj sploh dovolj denarja za te umetniške projekte? Vsega nikoli ni dovolj? Ne, to... Več ali manj delamo skoraj vsi na pol zastonj. To je za dušo. Ja, tako vedno tolaje. Tudi za ljudi, ne. Tako, ne. Da so ljudje zadovoljni, to nam je prva stvar, ne.
Tako, ne. No, to je, kar se tiče Dušana Jovanovića, ne, Ja. sicer je malo se je postaral, ne, se smo vsi stari, ampak on se je veliko bolj postaral kot jaz, ne, tudi veliko bolj bolan kot jaz, ne, in te bolezni so iz njega, kako bi rekel, so ga oblikovale te bolezni v enega prijaznega možička, ne, to zdaj je zelo prijazen, ker on je bil znan potem, da je bil zelo, mislim, hud režiser. Ja, te pošiljal te Božjo mater min grede, ne. Tudi zaradi tega so se enkrat skregali, ne. Smo delali od Rudija Šeliga slovensko savno v Mladinskem gledališču, ne, in je začel upiti na enega igralca, se rekel, oprost, Dušan, ti ne moreš upiti na nekoga tako, mislim, žalil ga je, ne. In rekel, pa ti tudi meni ne boš govoril, jeben ti, ne. Se rekel, ne, ti, tiho. Ker drugače se bova drugače obračunala midva, ne. Ampak midva sva istočasno delala v Trstu eno predstavo in sva se vozila skupaj v avtu. In potem je bila pa tiha Maša. Tako v zakonu? In pa ja, tako kot v zakonu. Pa on čez nekaj časa, pa zakaj tako govoriš? Zakaj ti upiješ name, oprosti? Zakaj si pa ti upil name? In tako sva se zmenila, ne, da jaz sem upil, on je upil in on je rekel, jaz bom še upil, jaz sem rekel, bom tudi jaz še upil nate in tako dalje. Ne. To je Dušan Jovanović, drugače zelo simpatičen, zelo brihten in genialni režiser. On o vas tudi pravi, da ste genialni igralec, ne? Oziroma tu naprej v tem zapisu. Jaz govorim, da je v njem. Ja. Še predno, zanima me, ne, kar je rekel na koncu, kaj neki niste bili? Je kakva vloga, ki pa je mogoče bi si jo želeli, pa je ni bilo? Ne, to pa ne. Ne, nikoli. Ne, bilo je nekaj vlog, ki se jih nisem želel. Aha. Ja, to pa res, ne. Recimo, Gledališče? nisem se nikoli želel igrati Romea, ne. Aha. Sem rekel v drami, ne vem, kdo je bil direktor, takrat sem rekel, stari, zdaj le dam odpoved, če me zasedeš za Romea, ne. Ker sem bil pač eden od kandidatov, ne. In je to upošteval, ne, hvala Bogu. Pa pol sem bil Merkucijo, no, pa se tudi nekaj to zboljš, ne. No, zdaj, če so prej, ker ste to relacijo režiser-igralec in da zna biti Jovanović zelo direkten, pa me zanima, kje je potem to meja, oziroma na kak način pa mora režiser, vi ste tudi režiser pa scenarist, pa boste to znali povedati, na kak način, oziroma kje je meja, oziroma kako naj režiser vodi igralca? Ali je prav, da mu pusti čisto svobodo, ali da... Ja, režiserji so različni, ne. Mislim, jaz Kak vi delate kot režiser? Dobro, zato, ker sem igralec, tudi vem, kakšne težave imajo igralci sami, ne. Zato imam več razumevanja, ne, do tega poklica, ne, ker to je poklic, konec koncev, ne. Edino, če se ne vem, kaj zgodi, postane umetnost. Ne, in so pa režiserji, ki niso nikoli igrali, ne, in nimajo tega občutka, ne. In zahtevajo nemogoče stvari, ne. In mislim, da se vsi igralci potem slabo počutijo, ne, pod tako režijo, ne. So pa režiserji, recimo Mile Korun, ne, ki je starosta in najbolj genialni režiser na Slovenskem, zadnjih 40 let, ne. On je tudi igral, ne. On je dolgo časa igral na nekem Ljudskem odru v Ljubljani, ne, in je zapopadel, ne, kje so problemi, ne, igralski problemi. Jaz sem delal z njim nekaj predstav, ne, in moram reči, da je on zelo, čeprav tudi kriči, ne, ampak kriči ne zaradi tega, ker bi hotel biti zdaj ne vem kaj, da bi svoj ego prodajal, ne, on kriči tako iz navade, ne. V bistvu on samo dvigne glas, ne, tako, kakor jaz zdaj dvigujem, ne. Jaz sem tudi navajen, tudi Ksenija mi reče, Bog te prosim, ne kričati, jaz ne kričim, jaz sem tako, debatiram, malo glasneje debatiram, ne, in to pol jemljajo kot kričanje, ne. Pač igralci smo pa taki, ne, da debatiramo, ne, tako, na tak način, ne. Ves čas imate tudi nek dialog sami s sabo, ne? Ne, jaz ne, velik dialog sami s sabo. Kaj pa kot Zaradi pretresljive iskrenosti izpovedi, ki je silovita, čustvena in tragična, kar se bere v knjigi od začetka do konca, je požela naravnost navdušene odmeve.
Boris Cavazza se je kalil v trdih preizkušnjah surovega in viharnega življenja, zvrhano polnega hudih notranjih bojev in velikega trpljenja. Ta pričevanja so zrcalo njegove titanske moči, občutljivosti in plemenitosti. Zgodba je stkana iz drobcev spomina, je kolaž trenutkov, otroških krivic, sramu, premagovanja ovir, vonjev, barv in razpoloženj. Vesna Milek je okruške spomina povezala v biografski roman, ki pripoveduje o njegovem ranjenem otroštvu med drugo svetovno vojno in po njej, o obiskih komunistične partije v Milanu, padcu Mussolinija, prvih zaljubljenostih, prvih udarcih v boksarskem ringu, o poeziji Vitomila Zupana, preživetih nevihtah na morju, o Leningradu takoj po vojni, o usodni ljubezni in o bolečini ob družinskih izgubah.